pozdravljeni. V čast in veselje mi je, da lahko sodelujem pri predstavitvi monografije urednika dr. Matica Batiča in enega od avtorjev prispevkov, dr. Damjana Hančiča. Monografija z znanstvenimi prispevki Fluidna krajina, prostor identiteta in evropske obmejne pokrajine je zasnovana dvojezično, slovensko in angleško, z odličnimi pisci iz različnih držav in z močno ambicijo, da s premišljenim izborom tematik, ki posegajo v geografsko-kulturna območja srednje in jugovzhodne Evrope, obogati mednarodni raziskovalni prostor. Matic, za začetek te prosim, da predstaviš strukturo knjige, njen namen in glavno metodološko izhodišče. Ja, pozdravljeni najprej vsi. Me veseli, da ste se udeležili te predstavitve. Pavlina, tebi pa seveda iskrena hvala za ta lep uvod. Kar se tiče strukture knjige oziroma njenega namena, metodološkega izhodišča in tako dalje, je to kar obsežno vprašanje. Morda je smiselno, da začnem z ozadjem te knjige, se pravi, kako je sploh nastala. In sicer knjiga predstavlja glavni dosežek poddoktorskega raziskovalnega projekta z istim namenom, torej Fluidna krajina, ki sem ga izvajal v zadnjih 2 letih in pol tukaj na Študijskem centru za narodno spravo. V tem raziskovalnem projektu sem se nekako posvečal vprašanjem ideološko zaznamovanih procesov preobrazbe prostora na ozemlju današnje slovenske Primorske, oziroma lahko bi rekli tudi severnega Jadrana oziroma severno-jadranskega območja. In sicer od kapitulacije Italije pa vse do leta 1954, ko so nekako potekali najbolj intenzivni procesi boja za mejo oziroma različnega prisvajanja tega območja. O tej problematiki seveda imamo že veliko študij, ki pa so večinoma političnega oziroma vojaškega značaja. Veliko pa je bilo napisanega tudi o različnih oblikah represije, nasilja in tako dalje. No, v tem projektu pa sem se posvečal bolj vprašanju, ki doslej še, lahko bi rekel, vsaj v znanstveni sferi še ni bilo deležne neke večje pozornosti, in sicer se gre, kot rečeno, za procese simbolnega oziroma prostorsko-simbolnega prisvajanja tega teritorija. Kaj imam s tem konkretno v mislih? Gre se za to, da se pravi ti različne politične skupine oziroma različni družbeno-politični sistemi, ki so tukaj obstajali in se tudi, kot rečeno, bojevali za oblast na tem teritoriju. Te oblasti niso izvajali le, kot rečeno, vojaško, represivno ter upravno, ampak tudi simbolično, se pravi, svojo ideologijo, svoje oblastne inspiracije in tako dalje so skušali nekako vnesti oziroma izražati skozi posege v javni prostor. Torej, v okviru projekta pa sem želel te procese na območju Primorske umestiti tudi v nek širši evropski ali vsaj srednjeevropski kontekst, tako da je bila v okviru projekta organizirana tudi mednarodna znanstvena konferenca, na kateri so sodelovali številni avtorji iz različnih evropskih držav, ki so na to predstavili svoje lastne raziskovalne pristope oziroma svoje lastna področja raziskav. Torej, monografija je nastala na podlagi prispevkov predstavljenih na tej konferenci, pri čemer žal nekateri avtorji teh svojih, se pravi, prispevkov niso uspeli oddati. Razlog za to je bil predvsem sorazmerno kratek časovni rok, ki pa je pogojen z iztekom tega postdoktorskega projekta. No, kljub temu pa mislim, da smo zbrali kar lepo število prispevkov, tako da monografija predstavlja, lahko bi rekel, kar sorazmerno reprezentativen nekako izbor teh procesov preoblikovanja prostora v različnih evropskih obmejnih regijah. Sestavljajo 7 prispevkov, ki jih iz metodološkega vidika nekako povezujeta oba ta dva pristopa. Se pravi, po eni strani to vprašanje idejno zaznamovanih posegov v
javni prostor, po drugi strani pa nekako problematika obmejnosti, ne, oziroma te fluidnosti, ki je tudi v samem naslovu knjige izpostavljena. Matic, knjigo odlikuje tudi res pester izbor avtorjev, pa te prosim, da jih predstaviš in tudi vsebino njihovih prispevkov. Ja, torej zelo na kratko, če podam nek tak schematski pregled prispevkov, je mogoče smiselno najprej izpostaviti to, da njihovo delo zaznamuje nekakšna dvojnost. Po eni strani je torej to analiza teh konkretnih posegov v javni prostor, se pravi v obliki raznih gradenj, preimenovanj itd. Po drugi strani pa tudi, kako bi rekel, konceptualizacija oziroma idejno ozadje, na podlagi katerega so ti konkretni posegi sploh nastajali in tudi v bistvu imeli nek smisel, ne. Tukaj gre predvsem za različne naracije preteklosti oziroma poskus pač predstavljati zgodovino teh območij skozi neka nacionalistična oziroma drugače ideološke zgodovinske naracije in tako dalje in tako dalje. Torej, če zdaj pa res na kratko predstavim avtorje, najprej bi izpostavil tukaj prispevek nemške kolegice, arhitekturne zgodovinarke Sophie Len Wolf, ki se v svojem prispevku osredotoča predvsem na boj za razumevanje, se pravi zgodovinsko-geografskega značaja ozemlja tako imenovanega zgornjega Poadižja oziroma nekako bolj po domače rečeno južne Tirolske, ki je po prvi svetovni vojni pripadla Italiji, čeprav je tukaj, kot vemo, živelo večinsko nemško prebivalstvo, tako da je bila situacija tukaj v bistvu iz številnih ozirov zelo podobna naši situaciji za Rapalsko mejo. Podobno se tudi slovenski zgodovinar mlajše generacije Izidor Janžekovič osredotoča na kulturno-politični kontekst na Južnem Štajerskem med drugo svetovno vojno in v prvih povojnih letih, predvsem kako je to nacionalno nabito razumevanje preteklosti nekako vplivalo oziroma določilo razumevanje arheoloških najdb v tem času, se pravi v letih po koncu vojne so na območju Ptuja oziroma Ptujskega gradu namreč potekala številna oziroma obsežna arheološka izkopavanja, ki so bila razumljena izrazito v tem nacionalnem ključu, ne. To je vsaj teza njegovega prispevka. Potem je tukaj arhitekturni zgodovinar dr. Klaus Taragbar iz Univerze v Innsbrucku, ki se osredotoča na sporočilnost železniških postaj zgrajenih na Južnem Tirolskem in v Trentinu v tem času. Namreč prispevek je zanimiv iz tega področja, ker vidimo, da ta idejno zaznamovana dimenzija posegov v javni prostor se ni omejevala zgolj na te recimo bolj znane primere, ne, kot so na primer javni spomeniki in podobno, temveč je nekako obsegala lahko tudi povsem utilitarne zgradbe, ki so nastale v tem času. Pomen arhitekture oziroma arhitekturnih del, pogosto popolnoma utilitarne narave, opozarja tudi kolega dr. Damjan Hančič, ki se je posvetil dogajanju v Kamniku v času nemške okupacije med drugo svetovno vojno. Gre za enega sploh, kot je s tem prvih prispevkov, ki bi sploh obravnaval to tematiko. Doslej o tem nismo vedeli tako rekoč nič. Podobno bi lahko rekli tudi za delo Ivana Smiljaniča, ki obravnava primere, kako bi rekel, vzpostavljanja spomina na izgubljeno Primorsko v Ljubljani med obema svetovnima vojnama in pri tem obravnava dva spomenika, ki sta doslej ravno tako ostala bolj ali manj nepoznana. Na koncu pa še dva prispevka, najprej tukaj moja malenkost, ki sem nekako skušal skozi nekoliko daljše časovno obdobje predstaviti, se pravi te procese idejno zaznamovanih preobrazb, ne samo ene, ampak so se kar nekako zvrstile, druga za drugo in sicer na območju Primorske, nekako od začetka 20. stoletja pa vse do tega povojnega obdobja, se pravi
po drugi svetovni vojni. In na koncu še recimo temu podoben prispevek poljskega kolega Piotra Mirohe, ki se je ravno tako nekako osredotočil na daljše časovno obdobje, pri čemer pa ga je zanimala zgolj toponimika. No? Se pravi, kako je prehod teh različnih političnih in tudi ideoloških sistemov se odražal oziroma nekako, lahko bi rekel, preoblikoval toponimiko, se pravi, to gre se za krajevna imena oziroma imena ulic, na primeru dveh severnojadranskih mest, in sicer Šibenika in Reke. Hvala. Zakaj je pravzaprav primerno in pomembno, pravzaprav najbolj smiselno govoriti o obmejnosti, o obmejnih prostorih, na kakšen način je fluidnost pravzaprav zaznana in kaj ta fluidnost sploh pomeni z vidika obrobne krajine in njene identitete? Ja, kot že sam naslov pove, je fluidnost res tukaj v ospredju, lahko bi rekel v bistvu vseh prispevkov v monografiji. Kot rečeno, avtorji obravnavajo torej prostorske politike prav v evropskih obmejnih, perifernih, lahko bi rekli tudi fluidnih območjih. Torej zdaj, kaj dejansko ta fluidnost je oziroma kako jo lahko razumemo ter zakaj je pomembna kot nekako predmet analize, ne, tukaj, oziroma zakaj je to sama kategorija zgodovinske oziroma kulturno-zgodovinske raziskave. Zdaj, pod pojmom obmejna regija si običajno predstavljamo pač neko zemlje, ki leži ob neki določeni politični meji. Ne. Zdaj, ni pa to seveda edini možen način razumevanja obmejnosti. Obmejnost, kot ugotavljajo številni sodobni ali vsaj sodobnejši avtorji, ni zgolj političnega, ampak je tudi, ali mogoče še bolj, tudi kulturnega značaja. Vzpostavlja se torej kot, lahko bi rekli, kot rezultat nekakšne odsotnosti jasnega ali vsaj enoznačnega vira suverenosti na nekem območju. Zdaj, ta odsotnost je lahko seveda zelo različnih vidikov, ne? Lahko se pojavlja kot rezultat nekako prerivanja v narekovajih različnih državnih sistemov, ki si lestijo to območje, ne? Se pravi, kot imamo recimo primer tukaj, lahko bi rekli, da je v bistvu vsa Slovenija na nek način bilo iz tega vidika obmejno območje, ne? Ker je bilo nekako predmet poželenja različnih političnih sistemov oziroma različnih držav, ki obstajajo na tem teritoriju. Lahko pa se ta obmejnost kaže tudi bolj iz, kako bi temu rekel, notranjih razmer, ne? Se pravi, posebej, če obstaja tukaj več političnih oziroma narodnostnih skupnosti, ki si lasti to ozemlje. Zdaj, tukaj je potrebno izpostaviti, da je ta vidik bil še posebej izrazit v času po prvi svetovni vojni, ko se je nekako tudi na tej simbolni ravni dokončno uveljavil ta princip narodne samoodločbe kot nekako tega merila, ne, z legitimnost oblasti na nekem območju. Ne. Se pravi, kar je bilo še pred stoletji ali pa nekoliko več kot stoletji, ne, recimo z Dunajskim kongresom, ne, ko je bila v spredju vprašanje neke dinastične legitimnosti, pa seveda ravnotežja sil, ne, bil nekako ta glavno merilo za legitimnost te oblasti je v času po prvi svetovni vojni, po znani Pariški mirovni konferenci stvar tukaj bila precej drugačna. In zakaj je to pomembno? Pomembno je preprosto iz tega razloga, ker je to imelo še posebej izrazit vpliv na prostorske politike. Ne? Se pravi, v tem času, ko zgolj prisotnost nekega mednarodnega sporazuma ali pa recimo, ne vem, vojaška prisotnost ni bila dovolj za zagotavljanje neke neoporečne legitimnosti, so države oziroma politični sistemi bili na nek način prisiljeni vlagati še dosti večje napore, ne, za zagotavljanje
te svoje lastne legitimnosti in to so v veliki meri počeli prav s procesi preoblikovanja javnega prostora, ki naj bi izražal, v bistvu, ja, kot rečeno, legitimnost njihove vlade, ali pa, ki se je potem seveda pogosto, ne vem, recimo, kako bi rekel, izkazovala z nekimi zgodovinskimi naracijami, ki so jih potrjevali prav recimo s procesi preoblikovanja javnega prostora, bodisi s spremembami krajevnih imen, bodisi z gradnjo v nekih določenih arhitekturnih slogih in tako dalje in tako dalje. Mogoče še en odtenek tega vprašanja, odkot ta obrobnost oziroma obmejnost prostora pravzaprav črpa ali celo vzdržuje svojo posebnost? Kljub vsem posegom, da še vedno zmore obdržati svojo posebnost, svojo morda nespremenljivost. Ja, jaz tukaj ne bi govoril o nesprejemljivosti, ne. Mislim, da se gre tukaj za zelo jasen primer zgodovinske kontingence. Se pravi, prostori, ki so v nekem določenem zgodovinskem obdobju oziroma zgodovinsko-geografskem kontekstu lahko obrobni, to ne pomeni, da so taki zavedno, ne, oziroma da taki zavedno obstanejo, ne. Kot rečeno, ne, če govorimo o predmodernem obdobju, lahko številni vidiki te obmejnosti nekako izginejo, ne. Ni pa seveda nujno, ne, če nekako izhajamo iz tega stališča, da obmejnost določa fluidnost oziroma, kot sem rekel, in determiniranost, odsotnost nekega jasnega vira suverenosti, potem je seveda vprašanje samo v tem, ali ti izvori oziroma ti izviri le tega še vedno obstajajo, ne. Se pravi, če je eno ozemlje, ki si ga, ne vem, recimo še vedno lastita dve različni državi skozi, ne vem, neko stoletno ali pa večstoletno obdobje, lahko to seveda obstaja dlje časa, ne. Zdaj, če se, ne vem, recimo politična slika tako spremeni, da to nekako izgine, potem recimo vir tega nekako izgine, ne. Enako velja seveda za to, kar sem rekel glede te notranje fluidnosti, ne vem, recimo imamo cel kup primerov evropskih nekdanjih obmejnih prostorov, v katerih je bila recimo ta večetničnost, ne, ki je bila prej recimo zelo izrazita, pač preprosto odstranjena, ne, pogosto zelo brutalno z odstranitvijo ali pa celo izgonom, ubojem pač tukaj živečih etničnih manjšin ali pa celo večine, ne, se pravi, imamo cel kup primerov tako imenovanih izmenjav prebivalstva ali pa preprosto izgonov prebivalstva, ki potekajo, ne, v tem času, tako da iz tega vidika potem fluidnost nekako tudi deloma izgine ali pa celo popolnoma izgine lahko. Geografsko območje, to je ozemlje severnega Jadrana, južne Tirolske in Trentino s prostori na severu in severovzhodu današnje Slovenije, ki ga knjiga obravnava, je obenem tudi prostor, ki ga je izredno močno zaznamovala tako prva kot druga svetovna vojna. Pokrajina je bila v vojni preoblikovana, tako s silo orožja, množično smrtjo in večplastnih poskusov rekonstrukcije odboju razdejanega prostora. Lahko, Matic, v temeljnih potezah opišeš procese spominjanja, politično motiviranega, pa tudi zamolčevanega, trganja od preteklosti in ideoloških posegov na obravnavanih območjih. Ja, zdi se mi zelo pomembno, da si izpostavila to vlogo vojne, ne, oziroma vojnega uničenja. Dejansko si številnih primerov teh posegov v prostor ne moremo predstavljati brez vloge oziroma brez posledic vojne. Vojna je tukaj res prinesla, oziroma ne samo ene vojne, ampak obeh svetovnih vojn. Obe vojni sta tukaj res prinesli daljnosežne posledice, ne samo to, kar pač običajno imamo v mislih s tem, se pravi pač številne smrti, tragedije, razne posledice tega, ne, ki še danes lahko bi rekli živijo med nami oziroma vsaj v spominih in bolečinah recimo
otrok, ne, teh ljudi, ampak tudi čisto fizičnega, čisto fizičnega uničenja, ne, ki je tukaj nastopilo, še posebej kot recimo posledica Prve svetovne vojne, ki je, kot vemo, ne, potekala kot neka taka zelo statična frontna črta, okrog katere so potekala ta neskončna, več dni trajajoča topniška obstreljevanja. In seveda je to imelo potem dolgoročne posledice za, predvsem je lahko bi reklo odprlo nek širok prostor z prihajajoče oziroma z obsežnejše procese preoblikovanja. Ti procesi preoblikovanja pa so pogosto skušali nekako spremeniti tudi sam značaj pokrajine, ne, kot sem deloma že nakazal, tako da lahko tukaj govorimo potem o poskusu pretrganja nekega zgodovinskega spomina oziroma nekih zgodovinskih tradicij, ki so pač prej obstajale, ne, in bile tudi pač popolnoma jasno fizično prisotne v teh regijah. Ne. Recimo, če dam en konkreten primer, prav na področju Goriške, ker so ti procesi, kot rečeno, bili še posebej izraziti, prihaja v času po Prvi svetovni vojni, ko je to ozemlje pripadlo Italiji, kot vemo, to tako imenovano Rapalsko mirovno pogodbo, ne, tako da govorimo potem tudi o Rapalski meji, je prišlo do obsežnega procesa obnove, ki ga seveda vodi italijanska država oziroma njen državni aparat kot nov suveren tukaj na tem območju. Zdaj, ta proces obnove je po eni strani seveda bil, lahko bi rekli, popolnoma utilitarne narave. Ne? Se pravi, to območje, ki je bilo res fizično uničeno, številne vasi, ni ostal tako rekoč kamen na kamnu, ne? Je bilo pač potrebno obnoviti. Ampak ta obnova pa je hkrati imela številne tudi jasne idejne oziroma ideološko zaznamovane poteze. Ne? Se pravi, državni aparat oziroma odločevalci, ki so to vodili, so pač skušali ta proces izkoristiti tudi za preoblikovanje nekaterih prostorskih elementov, vidikov, ki pač nekako se niso skladali s tem zgodovinskim narativom, po katerem se je šlo tukaj nekako za osvoboditev, ne, tega dolgo trpinčenega, zasužnjenega italijanskega ozemlja. Ne. In to lahko na primer zelo lepo vidimo, ko, ne vem, recimo primerjamo sakralno arhitekturo, ki je bila zgrajena v tem času, seveda s sredstvi in pod nadzorom italijanske države, ki je pač zagotavljala sredstva, zato je ta sakralna arhitektura bila zgrajena v nekem specifičnem arhitekturskem slogu, neoromaniki, ki je v tedanjem političnem kontekstu, ne trdim, da je to zdaj seveda nek časovno neodvisen pač sporočilnost, ne, ampak v tedanjem zgodovinskem kontekstu je pač ta arhitektura jasno pač nakazovala italianizacijo oziroma težnjo po italianizaciji, ker se je pač navezovala na mediteranski prostor, ker je nekako aludirala na zgodovino rimske antike, ne, ki je tukaj seveda v teh nacionalističnih naracijah imela nekako osrednje mesto, ne. In tako, da lahko v bistvu tukaj govorimo o nekem procesu zgodovinskega pretrganja, ne, kot si rekla. Ne. Podobno lahko recimo najdemo take primere tudi v času Druge svetovne vojne oziroma po njej. Ne. Recimo med vojno so bili uničeni ali poškodovani številni gradovi na tem območju, številni primeri sakralne arhitekture in tako dalje. In po vojni smo spet soočeni z nekim procesom, ki ni bil naključen, ne, da so številni bili prepuščeni bodisi nadaljnjemu propadanju, bodisi aktivno uničeni. Seveda ne naključno, ne. Šlo je v bistvu za to, da se je s tem nekako skušal pretrgati, ne, pač povezava z nekim obdobjem, ki pač ideološko ni bilo primerno, ne, ali pa zaželeno, kako bi temu rekel. Tako kot lahko v arhitekturi govorimo o poskusih italianizacije, govorimo tudi o poskusih germanizacije med Drugo svetovno vojno. In Damjan, ti si avtor prispevka o nemški okupaciji Gorenjske med Drugo svetovno vojno in nacističnih gradnjah na Kamniškem. Kateri in kako obsežni so bili gradbeni posegi nacistične oblasti v Kamniku? Ja, res je, v sklopu proučevanja nemške okupacije
oziroma pregleda tega gradiva, ki je ostalo v fondih nemških teh okupacijskih organov in ostalega gradiva, je seveda najti zelo obsežen kompleks teh gradenj. Mnogi se tega pač v desetletjih po vojni niti nismo ali pa niso zavedali, ko greš pa potem malo bolj konkretno gledati, pa vidiš, da je zelo veliko teh simbolnih upravnih zgradb pravzaprav bilo zgrajenih ali pa saj dokončanih in potem tudi v takšni obliki ostalih iz časa druge svetovne vojne, predvsem iz prvih 2 let nemške okupacije. In sicer bi lahko nekako to nemško obdobje gradenj, ki so seveda sodile v sklop širše germanizacije tega prostora, ne. V bistvu so bile to še ena bolj nenasilnih oblik germanizacije, ker kot vemo, so bile razne izselitve prebivalstva, potem tudi streljanje talcev in tako naprej. V sklopu tega nasilja in potem tudi seveda uvedba nemškega jezika v šolah in javnosti in tako naprej. Tako da je bila to v bistvu ena od oblik germanizacije in sicer malo manj nasilne, kot so bile ostale oblike. Lahko pa razdelimo to gradnjo v 2 fazi. Prva je bila v bistvu gradnja upravnih in stanovanjskih zgradb. To je bila v prvih 2 letih okupacije, potem po letu 1943, zlasti v letu 1944, pa so Nemci zgradili zelo veliko, mislim, kar nekaj teh zaklonišč pred bombnimi napadi in iz tega obdobja je zelo znano v Kamniku, se pravi rov pod Malim gradom, ki so ga začeli graditi spomladi leta 1944. Seveda so pa najbolj pomembne stavbe v Kamniku, stavba okrožnega urada oziroma Kreisleitung v Spodnjih Mekinjah. Ta je stala na ozemlju oziroma na območju nekdanjega oziroma iz časa Avstro-Ogrske Prašnikarjevega zdravilišča. Potem zraven so zgradili en kompleks blokov Neue Heimat za svoje uslužbence, ki so v glavnem prišli s Koroške, nekaj pa tudi Nemcev z Ljubljane. Potem so zgradili v južnem delu Kamnika še drugi kompleks teh blokov. Potem zelo signifikantna je današnja občinska stavba oziroma tam, kjer je sedež in občine in upravne enote Kamnik, kjer so jo v nekaj mesecih, v bistvu že konec leta 1941, so 2 ali 3 dotedanje stavbe združili v eno in naredili pač po svojih teh arhitekturnih značilnostih stavbo, ki ima še te arhitekturne elemente še vse do danes. Potem je bila dograditev ene od 2 današnjih osnovnih šol v Kamniku. To je bila osnovna šola Toma Brejca, ki so jo začeli graditi sicer že v letu 1939, tik pred drugo svetovno vojno, vendar so jo Nemci potem dokončali v današnji obliki. In potem še nekaj manjših stanovanjskih zgradb, tako da ne omenim tega, da so potem v času nemške okupacije, predvsem v letu 1942, zgradili tudi vso novo kanalizacijsko in vodovodno omrežje v mestu Kamnik. Podrli so tudi 2 hiši, ki jih v stari Jugoslaviji so se zaradi različnih interesov dogovarjali 20 let, da bi porušili. Nemci so to naredili 1, 2, 3 in so s tem tudi nekako sprostili promet skozi središče mesta, ki sta ga prej te 2 hiši ovirali. Potem so zgradili tudi nekaj mostov. V glavnem
lahko bi šli potem še v detajle, ampak glavne stvari sem zdaj omenil. Damjan, kje v arhitekturi pa bi lahko najbolj videli sobivanje med nacistično preteklostjo in komunistično ideologijo? In še eno vprašanje, kako oziroma ali bi lahko po tvojem mnenju tudi v primeru nacističnih gradenj na Kamniškem govorili o nekakšni fluidnosti in vraščanju v krajino? Ja, to sem že takoj omenil, a ne, da nekako se niti v povojnem obdobju niso ali pa nismo zavedali, kako v bistvu vse te nemške arhitekturne stvaritve med drugo svetovno vojno, kako smo jih nekako sprejeli in ponotranili, in sploh ni noben razmišljal o tem, da ne bi bilo to iz nemškega prostora. Sploh recimo na primeru kamniške občinske stavbe, recimo to je čist v nemškem alpskem domačijskem slogu, potem recimo tudi tudi če gremo malo bolj v detajle, recimo tudi ta okna, se pravi ta arhitektura teh mrež na oknih se čist sklada z načrti iz časa druge svetovne vojne, to je pa narobe obrnjeno, tako da je v bistvu samo pač odstranjen je bil orel s kljukastim križem, drugače vse ostalo je pa v bistvu ostalo. Eden najbolj značilnih primerov tega zlivanja dveh totalitarizmov je pa vhod v osnovno šolo, današnjo osnovno šolo Toma Brejca, kjer so Nemci upodobili, to se pravi izklesali člane oziroma skulpture članov Hitler Jugenda in Hitler Medla, to se pravi te nacistične mladine. Po vojni so pa komunistične oblasti odstranile samo pač te simbole, to se pravi nacistične kljukaste križe in te simbole, in so jih nekako spremenili v Titove pionirje, ne. Čeprav je v bistvu ta arijska oblika teh otrok oziroma te mladine še ostala in tudi nekateri rekviziti kot igranje na boben in harmonika in tako naprej, kar je bilo značilno za Hitler Jugenda, je v bistvu ostalo, ampak otroci oziroma učenci, ki so hodili in učitelji v to šolo, so si pač predstavljali, da so zdaj to pionirji in nihče ni se kaj dosti spuščal v to, da je to ostalo še iz nemške okupacije, ne. Tako da v bistvu imamo pa potem v notranjosti občinske stavbe, tukaj nimam slike, še več teh primerov izrazito tega nemškega alpskega sloga, ki jih potem najdemo recimo danes še na avstrijskem Koroškem v zgradbah tega časa. Drugače je pa najboljš nekako splošno znano oziroma uporabljeni so pa te bloki Neue Heimat, ki zdaj, ko so obnovljeni, v bistvu predstavljajo enega zelo fajn stanovanjskih objektov v Kamniku, sploh te, ki so zgrajeni v Mekinjah, tako da je v bistvu tudi bila kvaliteta gradnje zelo dobra, posebej, če se primerjajo s tistimi bloki, ki so bili zgrajeni po ruskem zgledu takoj po drugi svetovni vojni, ne, tako da v bistvu imamo še danes eno korist od tega, tako da je v bistvu to bi bilo. Hvala, Damjan, za ta res zanimiv primer. Matic, če se osredotočiš zgolj na ideološko obarvane prostorske politike v severno-jadranskem obmejnem območju in še posebej na Goriško, po razpadu Habsburške monarhije, kako se te odražajo v toponimiki in spomenikih? Ja, ko govorimo o Goriški, je tukaj verjetno res območje, ki je bilo z tega vidika najbolj izpostavljeno tem
idejno zaznamovanim procesom preobrazbe, iz preprostega razloga, kot je bilo že, mislim, da izpostavljeno danes, ne, se pravi, najprej vloga Prve svetovne vojne kot res velikega uničevalca, lahko bi temu rekli tako, pa tudi seveda potem izmenjave cele vrste državnih in ideoloških sistemov, ki se tukaj zvrstijo. Ne. Kot vemo, po koncu Habsburške monarhije najprej to območje prevzame kraljevina Italija, v kateri se nato kmalu vzpostavi fašistični sistem, potem po zlomu fašizma tukaj se začne pač nekako vzpostavi to območje nemške okupacije v okviru te znane operacijske cone Jadransko Primorje. Potem istočasno pa se seveda že začnejo vzpostavljati tudi ta nova komunistična oblast. Tako da imamo v sorazmerno kratkem časovnem obdobju, lahko bi rekli nekako zvrstitev res celega kupa zelo različnih državnih in tudi ideoloških sistemov. Zdaj, kot sem tudi deloma že izpostavil, ti sistemi vsi, brez izjeme, skušajo to svojo oblast legitimirati tudi preko posegov v javni prostor. Zdaj, kateri so vse bili, oziroma katere so vse bile oblike teh posegov, bilo jih je veliko. Jaz sem se v svojem prispevku osredotočil nekako na 3 najpomembnejše, ker to lahko bi rekli najbolj pride do izraza. Prvi je, kot si omenila, vprašanje toponimike, kjer si lahko res zelo lepo vidimo, kako se ti procesi že omenjeni, ne, se pravi različnih političnih pripadnosti, ideoloških sprememb in tako dalje lepo odražajo nekako linearno. Ne. Se pravi, po prihodu Italija seveda začne tukaj italijanizirati krajevna imena, pri čemer gre v veliki večini primerov z nekako tako precej grobo italijanizacijo, ko nekako ne iščejo etimološkega izvora posameznih imen, ampak samo recimo to že obstoječe slovensko ime nekako prilagodijo, ne, kako bi temu rekel, italijanski izgovorjavi in italijanski pisavi. Ne, tako, ne vem, recimo iz slovenske ajdovščine nastane italijanska ajdusina ali pa, ne vem, iz slovenske vipave, italijanski vipako in tako dalje. No, potem pa sledi, lahko bi rekli, na nek način celo obdobje, vsaj globinsko gledano, ne, še bolj radikalnih sprememb po koncu vojne, ko se ne gre, ko se po eni strani seveda imena vrnejo v slovensko obliko, ampak ne vsa, ne. Cel kup imen tukaj postane ideološko spornih, ne. Gre se tukaj predvsem za imena z to jasno katoliško etimologijo, ne, ko so seveda nekateri kraji poimenovanih recimo po vaških zavetnikih ali pa pač podobno. Po drugi strani pa tudi ostala imena, ne, recimo imena, ki so bila bolj ali manj izrazitega nemškega izvora, ne, so ravno tako preimenovana, ne, tako da lahko tem procesom res lepo sledimo. No, potem, poleg toponimike je tukaj proces spomeniške gradnje, ki se ga že omenila. Tukaj se gre za, se pravi, spomeniška gradnja, ne, kot vemo, je jasen primer poskusa vzpostavljanja nekega novega zgodovinskega oziroma kolektivnega spomina, verjetno najbolj tak izrazit oziroma najbolj na prvo žogo, če se lahko tako izrazim, ne. Tako da spet ni presenetljivo, da se pač zvrsti tukaj cela vrsta različnih spomenikov in ki seveda nekako vzpostavljajo oziroma skušajo izpostaviti tiste vidike preteklosti, ki naj bi se jih seveda spominjali, ne, pač odvisno seveda od posameznega političnega režima, ne. V obdobju Italije seveda so najprej odstranjeni starejši spomeniki, ki so tukaj že obstajali, recimo habsburški, pa tudi slovenski spomeniki, ne, recimo spomenik Andreja Hrabroslava Voljariča v Kobaridu ali pa recimo spomenik Miroslava Vilharja v Postojni in tako dalje. Nato pa se pojavi množica spomenikov, ki so nekako dveh različnih tipologij.
Na prvem mestu so tukaj spomeniki vojaškega značaja, ne? Se pravi spomeniki, ki komemorirajo padle italijanske vojake med Prvo svetovno vojno, ki po eni strani torej predstavljajo, lahko bi rekli, odraz nekih potreb po žalovanju, ki dejansko obstajajo v vseh teh nekdanjih vojskujočih državah med Prvo svetovno vojno, no, tukaj si ti velika strokovnjakinja, ne? Tako da bi lahko verjetno o tem povedala še kaj več. Po drugi strani pa ti spomeniki predstavljajo tudi nekako jasen ta, kako bi rekel, apropriacijski vidik, ne? Se pravi, nekako v smislu to zemlje, ne, ki je bilo tako krvavo plačano s krvijo toliko naših vojakov, je nekako zdaj naše. Ne. In teh spomenikov je res ogromno. No. V bistvu večina jih danes, vsaj na slovenski strani meje, jih niti ni več, ker so bili pač potem odstranjeni oziroma uničeni, ampak stali so tako rekoč na vsaki vzpetini oziroma v vsakem kraju, še posebej ob nekdanji frontni črti. No, potem je pa še drugi tip spomenikov italijanskih, ki se ravno tako pojavljajo v številnih krajih, in sicer se gre za spomenike, za katere bi lahko rekli, da nekako skušajo vzpostavljati to že omenjeno zgodovinsko naracijo o domnevni izvorni italijanskosti tega ozemlja. Ne? Se pravi, ponovno smo tukaj soočeni s to potrebo po legitimiziranju oziroma legitimnosti, ne? Te nove vlade, ne? In ravno to nenehno poudarjanje tega, ne, na nek način kaže na to, kar sem že omenil. Ne. Se pravi, da v tem zgodovinskem kontekstu sama prisotnost nekega mednarodno-političnega sporazuma še ni bila dovolj. Ne. Potrebno je bilo to svojo suverenost še dodatno utemeljiti. In to se kaže predvsem recimo za nekaterimi spomeniki, ki tukaj aludirajo na neke recimo zgodovinske povezave ali vsaj domnevne povezave tega teritorija z recimo nekimi pomembnimi Italijani ali pa recimo italijanskimi državnimi elementi, ne, kot so pač obstajali. Recimo, ne vem, najbolj tak znan spomenik je verjetno spomenik Danteju Alighieriu, ki je stal v središču Tolmina. Potem imamo tudi, ne vem, recimo primere postavljanja beneških levov, ki seveda simbolizirajo pač znano Beneško republiko, ki je za kratek čas, za nekaj let v 16. stoletju osvojila Goriško in tako dalje. Ne. No, potem pa seveda pride to obdobje zloma italijanske oblasti, ko so te nove politično-vojaške skupine v regiji soočene s to množico vseh teh italijanskih spomenikov in seveda jih začnejo odstranjevati. Ne. Ker pač na nek način simbolno pač izražajo neko sporočilnost, ki pač s katero se seveda ne morejo poistovetiti. Zdaj, zanimivo je, da med vojno te italijanske spomenike odstranjujejo v bistvu vse skupine, ki tukaj delujejo. Partizanska stran mogoče še najmanj. No. V bistvu to jugoslovansko odstranjevanje italijanske spomeniške gradnje se v bistvu začenja šele potem po vojni. Se pravi, po sklenitvi Pariške mirovne pogodbe so v začetku leta 1948 odstranjeni oziroma uničeni, pač razstreljeni številni ti spomeniki, medtem ko med samo vojno so tukaj bile v bistvu bolj aktivne nemške in tudi domobranske enote. Domobranci tako recimo uničijo velik italijanski spomenik padlim irredentistom, ki je stal v italijanskem parku spomina v Gorici. Nemci recimo odstranijo ogromen, monumentalen spomenik Nazariju Sauru, ki je stal tam na obrežju Kopra. Tako da smo tukaj spet soočeni z enim zanimivim procesom. No, potem po vojni pa se seveda spet začenja nov proces spomeniške gradnje, ne, ki seveda, kot si lahko predstavljamo, je posvečen predvsem komemoriranju oziroma ohranjanju spomina oziroma poveličevanju partizanskega boja med Drugo svetovno vojno. Tako da je tukaj res nek tak zelo obsežen palimpsestno ostankov recimo teh raznih sistemov, ki se tako upisujejo v ta prostor na Goriškem. Tako, hvala lepa. Morda bi za konec še vsak dodal par misli oziroma
morda sporočilo, kaj je največja moč, kaj je največja novost te knjige za naše bralce. Kaj bi rekel Damjan, da je največja pridobitev te monografije oziroma celo svoje lastne raziskave? Ja, zdaj mislim, če se malo na celoto osredotočam, je v bistvu največja pridobitev to, da začnemo pač vsak v svojem okolju nekako gledati, nekako prepoznavati elemente, ki so jih bodisi narekovali, ne vem, v določenem obdobju nacionalni interesi ali pa ideološki interesi, in da začnemo nekako se zavedati, nekako se tudi spraševati po eni strani o pomembnosti teh simbolov, po drugi strani pa tudi o potrebnosti oziroma ali je nujno, da jih kaj posodabljamo in tako naprej, predvsem pa, da jih, bi rekel, ne uničujemo, da nekako tudi, čeprav so bile narejene recimo v času pač okupacije, da znamo ceniti tudi še naprej njihovo utilitarno vrednost. Tako da v bistvu iz tega stališča je pa seveda pravilno, da se opozori, kdo je to naredil in zakaj, s kakšnim namenom je v bistvu zdaj to, je takrat to naredil, ker velikokrat danes čisto z drugimi očmi, v bistvu bolj iz potrošniških gledamo na vse to, kar je bilo nekoč zgrajen iz čistih ideoloških ali pa političnih vzrokov. To nekako. Ja, torej pomen monografije seveda kot avtor je mogoče to malo nehvaležna vloga ocenjevati, kot so, mislim, da že stari Latinci rekli, nihče ni dober sodnik v neki svoji lastni zadevi, ampak mogoče vseeno, da poskusim dati nek tak, kolikor toliko, oziroma kolikor se le da objektiven pogled. Jaz mislim, da glavni prispevek je v tem, da je to eno področje, ki je še vedno v Sloveniji, vsaj v slovenskem prostoru, sorazmerno slabo raziskano. Imamo v Sloveniji še cel kup, recimo, teh primerov ideološko zaznamovanih posegov v prostor, ki sploh še niso bili predmet znanstvenih raziskav. Recimo, na tem mestu povem, recimo mi dva s Pavlino zdaj tukaj recimo pripravljava en članek o gradovih v tem obdobju. In tukaj znanstvenega vidika res je skoraj, da človek nima na kaj opret, oziroma že tiste študije, ki so tako zelo kako bi rekel, pozitivističnega značaja, povedo kaj se je zgodilo. To pa je tudi bolj ali manj vse. Tako da z tega vidika se mi zdi, da ta monografija gotovo prinaša nekaj novega, gotovo ne prinaša nekega celovitega oziroma vseobsegajočega pogleda na to problematiko. Predstavlja pa mislim, da dovolj zanimivih primerov, tudi tipološko dovolj različnih, da si lahko bralec ustvari dober vtis, kje lahko vse te primere idejno zaznamovanih procesov preoblikovanja prostora vse išče. Se pravi, da nimamo tukaj res opravka samo so spomeniki, kot bi si včasih človek mislil, ampak da je ta proces bil veliko širši in na nek način tudi veliko globlji. Tako da lahko po tej strani upamo, da bo spodbudila tudi nadaljne raziskave, oziroma da bo predstavljala neko spodbudo, tako za nadaljne raziskave te tematike. To je ena stvar. Bi pa izpostavil še eno, in sicer, da smo ljudje, če seveda v primeru, da nimamo ustrezne zgodovinske izobrazbe, smo nekako nagnjeni k temu, oziroma niti ne moremo drugače, kot da bi svoje okolje, v katerem živimo, nekako razumeli kot nekaj samo po sebi umevnega, oziroma mogoče celo lahko bi rekli od vekoma, tako je vedno bilo. Ampak stvar je seveda veliko bolj kompleksna kot večina stvari. In
ko se človek poglobi malo v zgodovino, res tukaj odkrije neke zelo, zelo zanimive konotacije, načine nastanka, ideološke sporočilnosti povezane s tem in tako dalje, ki seveda marsikatero stvar potem postavljajo v nekoliko drugačno luč. Ne. Lahko bi rekli, da s tem, ko jih ozavestimo, te sporočilnosti na nek način tudi izgubijo moč. Tako da iz tega vidika mislim, da lahko predstavlja tudi neko spodbudo, ne samo za nadaljno akademsko raziskavo oziroma znanstveno raziskavo, temveč tudi pač vsakemu posamezniku, da se mogoče vpraša o okolju, v katerem živi, o nekaterih pač takih in drugačnih arhitekturnih oziroma ostalih prostorskih elementih, ki ga obdajajo, da se mogoče malo poglobi v zgodovino, in z tega vidika, da pač lahko pripomore k bolj kompleksnemu razumevanju okolja in v katerem živimo. Tako. Upam vsaj. Ali lahko če jaz nekaj dodam v zvezi s tem, oziroma v zvezi z mojo raziskavo, da ta raziskava je bila v bistvu upravljena stališča navadnega zgodovinarja, se pravi na osnovi arhivskih virov in tako naprej. Bi bilo pa vsekakor potrebno, da bi recimo posamezno stavbo še obdelali kakšen umetnostni zgodovinar pa arhitekt, tako da bi recimo dobili za vsako stavbo, ki je zdaj bila pač v splošni študiji omenjena in zgodovinski okvir predstavljen, da bi še se malo pač iz tega stališča lahko poglobili noter. Tako da recimo bralci, če tukaj pričakujejo ne vem kako poglobljeno umetnostno, zgodovinsko ali pa arhitekturno študijo, to ni, ampak je pa nekako izhodišče, da se lahko to naredi, in tukaj apeliram na vse te umetnostne zgodovinarje in arhitekte, da se lotijo tudi preučevanja tudi te problematike. No, so pa seveda, vsak je k problematiki pristopil nekako svojega lastnega metodološkega izhodišča, nekateri bolj, kot je rekel Damjan, ožje zgodovinskega, nekateri mogoče bolj umetnostno zgodovinskega oziroma arhitekturno zgodovinskega, tako da so seveda v delu tudi pač študije, ki so tudi bolj umetnostno zgodovinsko oziroma arhitekturno zgodovinsko zasnovane. Tako, mogoče še zadnjo stvar, če jo lahko izpostavim, bi bila mogoče ta, kar je deloma že tudi Damjan povedal, da na nek način se s tem s takimi zgodovinskimi raziskavami, da lahko na nek način tudi mogoče ovrednotimo pač primere to vrstne arhitekture oziroma ostalih prostorskih elementov, kot pač po eni strani kot zgodovinskih virov, po drugi strani pa tudi kot del na nek način kulturne dediščine, ki pač čeprav ima recimo neke mogoče tudi nezaželene ali pa danes celo izrazito negativno percipirano ozadje oziroma ideološko ozadje, pa kljub vsemu pač je naša dediščina, s katero se pač moramo naučiti nekako upravljati. Pač v Sloveniji je tukaj vedno bil, oziroma ne vedno, ampak v marsikaterem primeru je pač odnos do kulturne dediščine nasploh zelo mačehovski oziroma vsaj precej mačehovski. Tako da je to na nek način tudi neko bogatstvo našega teritorija, našega ozemlja, naše države, ki bi ga bilo tudi vredno bolj pač ovrednotiti, zaščititi. Seveda s tem ne mislim za nekega poveličevanja, takega ali drugačnega, ampak v te pač izobraževalne oziroma dediščinske namene. Tako. Najlepša hvala obema za to res imenitno predstavitev. Vsi ste res zelo toplo vabljeni k branju te knjige, o kateri je recenzent dr. Aleš Maver zelo lepo zapisal, da bo prava poslastica za zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, sociologe, geografe, pa tudi najširše občinstvo.
S tem, da bo našla odprt prostor v znanosti in onkraj nje, pa bo njen namen tudi najlepše izpolnjen. Hvala lepa za vašo pozornost.